Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Danes imamo za vas zanimivo vsebino. Oglasil se vam bom iz zobozdravstvene ordinacije. Z gostom bova govorila o ekološki pridelavi prehrane. Odgovarjal bom na vaša vprašanja. Raziskali pa bomo tudi, kako lahko uporabiti QR kodo v marketinške in prodajne namene. Pošteno odgovorite, raje kupujete cenejše ali dražje izdelke in storitve? Ampak res pošteno. Večina ljudi, in vi tudi spadate mednje, včasih kupi cenejši izdelek, včasih dražji. V določenih kategorijah izdelkov raje izberemo dražje, v drugih pa cenejše. Samo ozrite se okoli sebe, recimo na ceste, in boste videli, da ne vozimo vsi najcenejše avtomobile, niti ne najdražje. V vsaki panogi obstajajo cenovni razredi. In tega se vsi, ki se ukvarjamo s prodajo, pa tudi vsi, ki kupujemo, se moramo tega zavedati. Torej, če prodajamo karkoli, se moramo zavedati, da vedno obstajajo ljudje, ki želijo najboljše, najdražje, kar je mogoče dobiti, in so ljudje, ki bodo vedno gledali na ceno. Naj vam povem svojo zgodbico. Pred kratkim sem se odločil, da bom kupil motorno žago. Jaz nisem kakšen hud kmet ali pa gozdar, ne? In na izbiro sem imel motorno žago, ki jo lahko kupim v enem trgovskem centru stane 89 evrov, potem ena za 160 evrov, ena za 240 evrov. Na koncu sem se odločil za najdražjo, ki je tudi znana blagovna znamka in se dobi samo v specializiranih trgovinah. Zdaj, zakaj sem se odločil za najdražjo, še sam ne vem, zato ker sem rekel, kupujem to enkrat, pa bo za 20 let, pa verjetno profesionalci s tem žagajo, pa tudi za mene zadeva v redu. Seveda so pa položaji, situacije, ki tudi jaz izberem najcenejša izdelek ali pa storitev v določenem področju. Torej, zavedati se morate, sploh tisti podjetniki, ki prodajate karkoli, da vedno obstajajo ljudje, ki bodo kupili poceni, ljudje, ki bodo kupili nekaj srednjega cenovnega razreda in tisti, ki bodo kupili najdražje. In še ena marketinška skrivnost, običajno je dražje prodajati lažje. Zato, ker tisti, ki kupujejo najdražje izdelke, jih predvsem zanima kakovost, odlična storitev, ne bodo se pa nikoli pogajali za par centov. Če pa tekmujete s ceno, je to zelo težko, ste v težkem položaju, zato ker potem tudi stroškovno morate biti učinkoviti, ampak vedno boste tudi seveda našli kupce, ki jih zanima najnižja cena. Torej, današnji nasvet oziroma lekcija, cenovni razredi obstajajo praktično povsod, pri vseh storitvah in izdelkih, in primerno svojemu poslu izberite cenovni razred, v katerem želite tekmovati. Kot kupci se pa odločite tako po svoji vesti, pa po svojih zmožnostih in denarnici, in se veste, kaj pravijo stari ljudje, da včasih, če kupimo dražje, v resnici kupimo cenejše. Z mano je Zvonko Pukšič, biokmetovalec. Zvonko, zakaj zadnje čase toliko govorimo o bio, o eko? O čem se razlikuje klasično kmetijstvo, recimo, ali pa biopridelava hrane? Temeljna razlika je dejansko v načinu gnojenja. Zdaj ne vem, bi bilo zanimivo, če povem čisto na kratko zgodovino, na kakšen način se je dejansko začelo klasično kmetovanje, mogoče bi potem bolj lažje razumeti. Približno pred 150 leti je en znanstvenik Justus von Liebig naredil napako pri analizi pepela sežganih rastlin in je prišel do napačnega zaključka, da humus kot takšen nima nobenega vpliva na rast rastlin. In na osnovi tega njegovega napačnega zaključka je industrija, dejansko takrat je bila kemija najmočnejša veja znanosti, začela z izdelavo umetnih gnojil, ki so v vodi topna. V tem je štos, v tem je edina razlika. Se pravi, konvencionalno kmetovanje gnoji z gnojili, ki so topna v vodi, v naravi pa to ni na takšen način. Poteka dejansko prehrana rastlin drugače. V ekološkem kmetijstvu se pravi, ne uporabljamo gnojil, ki so topna v vodi. To je osnovna razlika, potem pozneje pa v bistvu, ker na takšen način gnojena rastlina hitreje zboli, in potem jo je treba dejansko zaščititi pred temi boleznimi in potem so se v bistvu pojavili tudi ti pesticidi, razne kemični pripravki, ki jih klasično, konvencionalno kmetovanje uporablja. V ekološki pridelavi pa v bistvu ekološki kmetje uporabljamo samo tiste pripravke, ki so vzeti v naravi. Ne sme biti proizvedeno v laboratoriju, lahko je vzeto v naravi, narejeno iz snovi, ki se v naravi nahaja. To je edina razlika. Verjetno je to tudi potem bolj zdravo. Obstajajo za to dokazi?
Seveda obstajajo. Obstaja ogromno raziskav je bilo narejenih, ogromno študij, ki potrjujejo, da je dejansko prehranjevanje z živili, ki vsebujejo ostanke teh pesticidov, je dejansko tvegano. Lahko tako rečeva, da v bistvu ta napaka, ki je povzročila to gnojenje z umetnimi gnojili, pa potem pesticide, v bistvu je en tak na nek način marketinški izum, ne? Dajmo v bistvu pokazati ljudem, da nekaj deluje in potem bodo kupovali. Se pravi, kmetje v resnici so zdaj morajo kupovati in gnojila in pesticide, če želijo pridelek. Govorimo o klasičnem kmetovanju. Ja, dejansko ja, ne? Ker v bistvu ta umetna gnojila zadeva funkcionira na takšen način, ko enkrat začneš, jaz to primerjam z drogami, ne? Ko enkrat začneš, rabiš vedno več. In tudi raziskave so pokazale, recimo v začetku je bilo potrebno na eno enoto površine, recimo na en hektar 100 kg tega gnojila, čez 25 let je bilo 400 kg premalo. Ne? Se pravi, zemlja zahteva vedno več, s temi umetnimi gnojili se v bistvu tudi rodovitnost tal uničuje. Zemlja postaja mrtva, ni več živa. Ne? Po svetu imamo ogromno površin, kjer so bistveno prej začeli z uporabo teh umetnih gnojil kot pri nas in recimo obstajajo ogromne površine, ki sploh ne morejo več roditi, dati hrane. Ne? Torej, prihodnost je v biološki ekopredelavi hrane. Na vsak način. In kaj se bo zgodilo s klasičnim kmetijstvom? Oziroma, kakšni so trendi? Trendi so pozitivni, je tako. Če dalje več se ljudje zavedamo, da je to zdravo in tudi ekološko kmetijstvo je v porasti, je tako. Absolutno. Ampak verjetno pa niste še čisto zadovoljni z mestom, ki ga trenutno imate, recimo v družbi ali vas država podpira. Recimo. Vemo, da gre veliko denarja davkoplačevalcev za kmetijstvo, a to pri vas konča? Ogromno. V bistvu razlike te podpore konvencionalno, ekološko niso posebno, ni hude razlike. Ne? Se pravi, ekološke kmetje ne dobimo, ne vem koliko več dobimo, malo več, zaradi tega se v bistvu ne bi splačalo iti v ekološko kmetovanje. Ne? Tu dejansko gre tista odločitev, ne? Konkretno lahko govorim za sebe, zakaj smo se odločili, enostavno zaradi spoznanja, ne? Ker ko raziščeš informacije in spoznaš, kaj pomenijo ti pesticide, ne? Ko se začneš zavedati, da lahko recimo z enimi gnojili, ki jih ti raztrosiš, pa jih dež spere v potok, v reko ali pa v podtalnico in potem pridejo v hrano, v zelenjavo, otrok poje recimo to zelenjavo in zaradi tega lahko dejansko dolgoročno gledano lahko zboli. Ne? In če se jaz tega zavedam, ne morem več tega početi. Ne? Ampak zato pa rabim v bistvu zadevo raziskati. Rabim informacije, v bistvu pridobiti informacije. Ne? V šoli nas tega niso učili, v kmetijski šoli. Ne? Ampak bolj praktična. Jaz to razumem in tudi verjamem. Jaz vem, da je tudi trend. Ampak a so v tem trenutku kupci, potrošniki, a smo pripravljeni tudi z denarnicami glasovati za ekološko pridelavo? Hočem povedati, ne, če imamo na izbiro kumarice, ki so pridelane na takšen način, ekološki ali pa običajne, ne, kaj bomo zbrali v tem trenutku glavnem Slovenci? Ja, dejansko je odvisno od posameznika. Ne? Vkolikor se posameznik zaveda, kaj pomeni zdravje, kaj mu v življenju pomeni zdravje, ne? Ali je to nekaj pomembnega, ali je to pomemben cilj, ali je to vrednota. Ne? In recimo ljudje, ki so sprejeli zdravje za vrednoto, ki želijo ostati zdravi, se zavedajo, da je dejansko v zdravje treba vložiti. Ne? Najprej je potrebno zbrati informacije, na kakšen način sploh lahko v današnjem času ostanemo zdravi in potem na osnovi teh informacij v akcijo. Ne? Podobno kot pri kateremkoli drugem cilju v življenju. Ne? Če hočemo biti v življenju uspešni, ključnega pomena so informacije. Se pravi, znanje, mentori, informacije. Rabimo prave informacije in potem na osnovi teh informacij moramo v akcijo. Ne? In potem moramo biti pripravljeni vztrajati. Ne? Pri zdravju je enako. Ne? Če prepustimo zdravje naključjem, recimo če ga prepustimo sistemu za varovanje zdravja ljudi, ves razviti svet, tudi Slovenija, ima sistem za varovanje zdravja ljudi. Ne? In če jaz kot odgovoren človek, če se odločim dejansko vzeti zdravje v svoje roke, ne, bom preveril ta sistem, ali mu lahko zaupam, ali mu ne morem zaupati. Ne? To lahko naredim s pomočjo statistike. Če pogledam statistiko uspeha tega sistema, ne, in če vzamem samo eno bolezen, recimo rak, pred leta 1995 je bilo v Sloveniji 3000 novih bolnikov z rakom, čez 15 let kasneje, leta 2000, jih je bilo 10 000. Se pravi, ta sistem ni učinkovit in jaz kot odgovorna oseba ne morem slepo zaupati temu sistemu, ker bom lahko plačal z neprijetnimi posledicami. Ne?
Tudi zato se danes tukaj pogovarjamo, ker jaz verjamem, da je, če vlagamo vase in v glavo, in v smislu hrane, bomo in bolje živeli, bomo bolj zdravi. Je pa res, da pogosto ljudje, ko so, to pa pogledamo, podstavljeni pred dejstvo, vzamejo cenejše, saj se ne bo poznalo, saj če danes pojem kaj slabega ali pa hitrega, kaj bi rekli tem ljudem, Ja, v bistvu... Preventiva se slabo prodaja. Ja, dejstvo je, ampak naslednje, kar sem se naučil pri vas, je pa to, da se ljudje odločamo na osnovi cene, kadar nimamo drugih informacij. Se pravi, če jaz svojim kupcem ponudim informacije, kakšne razlike so med kumarcami, ki jih pridelamo pri nas, ali pa rdečo peso, ali pa recimo ene kumarce, ki so pripeljane iz Bolgarije, tam je recimo zakonodaja popolnoma drugačna kot pri nas. Tam so dovoljeni še mnogi pesticidi, ki so pri nas že prepovedani, to bi morali kupci vedeti. In če nekdo ima vse te informacije in se potem na osnovi teh informacij v bistvu odloči, ali dam toliko več, ali pa... Eno čisto vprašanje mi grede, videl sem v enem trgovskem centru v Sloveniji, v Ljubljani, krompir iz Maroka. Kako je možno, da pride krompir iz Maroka na polico slovensko trgovino? A ni že transport dražji? Mislim, dajte razložiti meni pa gledalcem, kaj se dogaja v tem kmetijstvu? A ni bolj logično, da tam, ne vem, kupijo pri... Ja, Slovenija, mi recimo smo zelo revni, kar se tiče kmetijske zemlje po glavi prebivalca. Recimo, mi imamo samo 8 arov na prebivalca, rodovitne zemlje, kmetijske zemlje. Ostalo je gozd, ali kaj? Ja, mi smo zelo bogati z gozdom in tudi, kar se tiče voda, smo zelo bogati. In dejansko, če tukaj so pogoji kmetovanja popolnoma drugačni kot v eni ravnici, recimo, kjer so 1000 hektarov skupaj, obstajajo polja, ki so tako velika kot Slovenija. In tam so stroški po enoti proizvoda za pridelavo hrane bistveno nižji kot pri nas. Potem je tudi strošek, recimo strošek delovne sile. Vemo, da so zelo velike razlike po svetu. In vse to na koncu vpliva na to zadevo, da se lahko zgodi, da recimo pride trgovci pa dejansko delujejo kot recimo gospodarske družbe. Pomemben je dobiček, svet je postal majhen, prevozi niso problem in če jaz nekje najdem, da se da tam toliko poceni kupiti, pa vem, da bom lahko tukaj tako drago predal, jih skoraj razumemo, da se takšne stvari dogajajo. Druga zadeva, ki jo moramo vedeti, so pa dejansko subvencije. Viški hrane se pridelujejo marsikje, recimo v Evropi še, in tisti viški se prodajo po nižjih cenah na tuje trge, s tem, da se vsaj nekaj, doma se iztrži vsaj nekaj, tam na enem drugem trgu, recimo pri nas v Sloveniji, se pa enostavno s tem zbije cena. Jaz mislim, da smo že veliko koristnih informacij dali našim gledalcem, ampak kaj bi bil recimo nasvet za naše gledalce? Kaj ne naredijo naslednjič, ko grejo v trgovino? Kako v bistvu spoznati, kaj je pridelano ekološko, kaj ni? Kako pogosto kupovati takšno hrano, mogoče nimajo vsi dovolj denarja, da bi vedno, Se pravi, mogoče takšnih par konkretnih nasvetov ali pa kje dobiti še dodatne informacije, da bomo bolj ozaveščeni z tega področja. Jaz bi povedal najprej, kar se tiče urejenosti nadzora nad ekološko pridelavo. V Sloveniji imamo zakon o kmetijstvu, ta zakon ureja dejansko načine kmetovanja. Ekološko kmetovanje je posebej urejeno s pravilnikom o ekološki pridelavi, potem imamo 3 kontrolne organizacije, ki vršijo nadzor, se pravi vsaka kmetija, ki se odloči za ekološko pridelavo, mora podpisati pogodbo s to nadzorno organizacijo in potem pade v sistem kontrole, najmanj enkrat letno je na vsaki kmetiji pač izvršen pregled, potem ko kmetija pridobi certifikat po 2 ali 3 letih prehodnega obdobja, takrat sme začeti uporabljati ekološki znak, ki je predpisan dejansko za celo Evropo enak. Po tem znaku se potem lahko prepozna, izdelki so označeni eko ali bio, potem šifra kontrolne organizacije mora biti na samem izdelku in v trgovini lahko kupec od prodajalca zahteva certifikat za to živilo na vpogled, da si lahko pogleda. Kar se pa tiče pogostnosti kupovanja, v bistvu narejene so razne študije, razne kalkulacije, obstajajo prehranjevanje z ekološkimi živili, če se kupuje direktno pri kmetovalcu, cenejše dolgoročno. Zakaj? Zato, ker se rabi manj živil,
In v bistvu, če se kupuje direktno pri kmetu, potem se izogne tistim trgovskim maržam, so cene dejansko drugačne. V glavnem izračunano je, tudi za šole in vrtce obstaja kalkulacija, če šole in vrtci kupujejo direktno pri ekološkem kmetu, dobijo cenejši jedilnik iz sestavin ekološkega izvora. Upam, da so gledalci to razumeli in slišali, pa tudi tisti, ki so zadolženi za prehrano v šolah in vrtcih. Ne samo, da bolj zdravo, tudi dolgoročno je cenejše. Ja. Hvala, Zvonko. Prosim, hvala za povabilo. Z mano je Mateja Zorko, skupaj s Francijem Pliberškom sta napisala knjigo Vsemogočni v ogledalu in danes sva se mislila pogovarjati o knjigi. Potem sem pa vaju na hodniku zunaj videl z Majem in sem rekel, ne, hočem to zgodbico slišati. Povejte mi nekaj o Maju, pa kako je to povezano s knjigo? Se pravi, verjetno je ena skupna rdeča nit vsega skupaj. Ja, lepo pozdravljeni. Najprej je, ja, v bistvu, da poveva, ne, da je Maj moj sin, ki se je rodil v Afriki in je postal del naše družine pred 3 meseci. In je veliko vlogo v vsej tej zgodbi igra ta knjiga Vsemogočni v ogledalu. Ko sva je začela s Francijem Pliberškom pisati, ko sva se odločila, da jo bova napisala, sva rekla, o čem pa? Sem razmišljala, ne vem, bova začela pisati in potem se bo seveda odvilo samo od sebe. Je bilo pa to obdobje zame izredno težko, mislim, da najtežje obdobje v življenju, ko sva se s partnerjem trudila, da bi dobila biološkega otroka. In cel kup demonov se je seveda porajalo v meni, takrat greš skozi različne faze občutka krivde, zakaj ravno ti, kaj si narobe naredil v življenju, a si koga prizadel, da se ti to zdaj vrača in podobne zadeve. In Franci se mi je zdel ena oseba, s katerim sem jaz veliko tudi o tem govorila, je vedel, ves čas je spremljal to dogajanje in se mi je zdel človek, ki bi pa mogoče vedel in je tudi znal videti te moje demone in moje minuse in sem rekla, nič, pa dajmo narediti knjigo, s katero bom jaz razčistila sama seboj in bomo na koncu videli, kakšen rezultat bo. Meni je bil cilj res, da razčistim seboj, da ugotovim, da spremenim stvari, ki sem jih delala narobe. In tako so potem tudi nastajala ta poglavja, to so zgodbe o pogumu, o bolečini, o recimo zavisti, ki jo imamo ljudje kar veliko in je v bistvu tista, ki nas tišči k tlom, o sovraštvu, o vseh teh čustvih in teh stvareh. In nekako, ko je bila knjiga spisana, se je potem še nekaj stvari zgodilo in lahko rečem, da teden dni preden sem šla s partnerjem po Maja v Gano, me je poklical Franci in je rekel, hitro pridi v Mik, še vroča iz tiskarne je tudi knjiga. Hkrati torej je išla knjiga in prišel Maj domov, našel družino, mi našli njega. Tako da je knjiga v bistvu ima to sporočilo, ne, da včasih moraš v življenju ne iti po levi poti, čeprav je mogoče lažje in se ti na prvi pogled zdi tista ta prava, ne stopiti ven iz kroga, iti čist v kontrasmer in morda najdeš tam svojo pravo rešitev. Kako me zgleda, mislim, že dokaz, ima en dokaz, da če kdo kaj hoče, ne, potem to tudi lahko naredi, ne, da je za večino stvari v življenju v bistvu pogoj, motivacija pa želja. Če to imaš, potem je verjetno vse mogoče, ne. Absolutno, jaz tudi verjamem v to. In jaz, če se spominjam nazaj še, ko sem bila stara recimo 22-23 let in smo se tako s prijateljicami pogovarjale, sem jaz ves čas slutila, da bom posvojila otroka. Ne? Ampak potem, to je tudi ta intuicija, ki je blazno pomembna. Ne? Jaz mislim, da vsi načeloma velikokrat vemo, kaj nam je usvojeno, namenjeno, kaj moramo storiti, ampak je tisto, kar moramo storiti, včasih malce težje, zahteva več napora in potem rečemo, ne, to se meni sicer po glavi nekaj plete, ampak to je brez veze, ne. In silimo po napačni poti, tako ali tako, pa potem moramo to narediti, kar nam je. Ja, vztrajamo v malce preveč udobnem stolu. Samo to. Malo predolgo, ne, in namesto, da bi šli v Gano, če je treba, ne. O tem, če je treba, pa ker večina ljudi pa lažje in odločitve sprejema v življenju, kot je ta. In tudi v poslu. Nočemo, ne najdemo pravega poguma. Komu je recimo knjiga namenjena? Franci Pliberšek je pa direktor, lastnik Mika, ne, poslovnež. Ne. Kako gre zdaj so skupaj te dve zgodbici? Jaz mislim, da je ravno ta kombinacija zanimiva in ko sem tudi Francijo rekla, jaz mislim, da morava mi dva napisati knjigo. Tudi zato, ker ste vi poslovnež, jaz načeloma se ukvarjam s čisto drugimi zadevami, pa moška in ženska
ženska energija, ne, ta pogled in zgodba tudi tako teče, ne, je polna teh solzavih dogodkov in tako, da se človek tudi malce nasmeji. Hkrati pa Franci daje te nasvete, ne, s katerimi, ki so ta pravi, seveda, če jih ti prilagodiš sebi in svojemu življenju. Tako da bi rekla, da je knjiga namenjena vsem tistim, ki imajo občutek, da nekaj ne delajo prav, in da morajo nekaj spremeniti, ne vejo pa točno kako in kaj bi bilo treba storiti, kateri korak. Ja, zadnje čase mnogi ljudje pogrešajo integriteto v tem poslu, v Sloveniji in v svetu, ne. Če tako pogledamo vse afere in podobne zadeve in se človek res vpraša, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je potrebno za uspeh v poslu. Nekaj časa je izgledalo, da recimo integriteta in poštenost nista ravno pogoj za uspeh, ne. Ja, tudi v knjigi sprašujem to Francija, ne, Franci, vi me zdaj skušate prepričati, ne, da moram delati dobro, da moram biti poštena in ne vem, bla, 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 ne, kaj pa vsi ostali, ne, ampak ne, dejansko življenje ni konec danes, ne, stvari se bodo še dogajale, ne, prihaja tudi jutri, prihaja naslednji mesec, leta, in jaz mislim, da bo prišel tudi dan in trenutek, ko bo spet pomembno ta poštenost in ta integriteta, ne. Je pa Franci zato takšen lik, ker sem jaz to videla v njem, ne. Ne govorim zdaj o tem in tudi vedno povem, da ni on vsemogočni, ne, ni to on in da je ravno tako človek, ki dela napake in se trudi, ne, tako da tisti, ki bodo prebrali knjigo, pa bojo rekli, ne, ja, Franci, ne, ampak nisi tako popoln, ne, ali pa si res tako popoln. Ne jo brati tako, treba jo brati skozi ta vidik, kako naj bi bilo in kako se Franci trudi, da bi bilo. Smo pa vsi in tudi jaz, ne, ampak vedno nam pa tudi ne uspe, ne. Ja, saj, knjiga je ena velika zaveza za vaju dva oba, ne. Ko enkrat napišeš, daš na papir, ampak hkrati pa s tem tudi povečaš verjetnost, da se bo vse uresničilo in da res deluješ na ta način, ne, kot napišeš v knjigi. Ja, jaz sem velikokrat, ko sem jo pisala, ne, joj, pa tole si pa ne upam napisati, ne, da si jo želim, ne. Potem je pa to taka zaveza, ne, kaj pa če se ne bo, bojo pa vsi rekli, ne, da Mateja, ne, mislim, tu nekaj pišeš. Ampak potem sem rekla, čakaj malo, če pišem o tem, da se zgodi, kar verjamemo, da se bo, ne, potem moram dati to na papir, da bo moč dobilo. In dejansko, tako kot ste rekli, je zaveza, ne, in se morava oba precej truditi vsakodnevno, da ne skreneva. Mateja, lahko rečeva, da so v knjigi navodila in to dobra navodila za vse, ki se želijo pravilno in pogumno odločiti? Ja, predvsem pogumno. Predvsem pogumno. Pravilno zase, seveda, v tem, da nikoli ne prizadeneš koga, ne. Se pa tudi to zgodi, seveda, ne, da ne bom utopično pripovedovala, da jaz nisem nikoli nikogar prizadela. Skozi to knjigo lahko razčistiš sam seboj, pošteno se pogledaš v ogledalo in rečeš, lej, tega sem prizadel, ni bilo fair, tega nisem, se mi je naredila krivica, ok, gremo naprej. So ene stvari in pride v življenju moment, ko jaz mislim, da je treba dati pošteno na plano vse, kar si naredil, zato da lahko jutri narediš boljše. Hvala tisti pa, ki se želite pošteno, ne, pravilno, pogumno odločiti. Poglejte to knjigo, pa poglejte posnetek Malega Maja. Gledalec Andrej mi je postavil zelo zanimivo in težko vprašanje. Sprašuje, Aleš, kje dobiti dobrega prodajalca, komercialista, že dolgo ga iščem, pa nikjer ne najdem primernega. Ja, jaz sem zelo veliko v stiku s podjetniki slovenskimi in vsi bi plačali v suhem zlatu, če bi lahko dobili res dobrega prodajalca, komercialista. Torej, prodajalci, komercialisti, vsi jih želimo zaposliti, vsi jih želimo imeti v svojem podjetju, zdaj zakaj jih ni oziroma kako jih najti. Moj nasvet za Andreja bi bil naslednji. Prva zadeva je iščite in bodite vztrajni. In druga stvar, priredite pogoje na ta način, da bo vaše podjetje atraktivno za najboljše komercialiste.
Mogoče lahko uporabimo eno analogijo s športi. Kdo bo šel igrati nogomet v Real ali pa v Barcelono? Samo najboljši zvezdniki druge ne zanima, ampak zakaj bodo šli igrati? Ja, ena stvar je denar, drugo so pa tudi pogoji, slava in tekme, ki jih bodo igrali. Torej, če boste zagotovili najboljše pogoje, boste tudi pritegnili prav kader. In jaz vidim pogosto, da podjetniki delamo napako, ker želimo na čim ceneje dobiti dobre prodajalce. Ampak tisti, ki so res dobri ali imajo svoje podjetje ali pa delajo za kakšno drugo firmo in ne bodo prestopili, če spet uporabimo ta športni žargon, če mi ne boste ponudili res dobre pogoje. Torej, iščite in ponudite res dobre pogoje, seveda pa vaš poslovni model mora biti takšen, da omogoča dobro plačevanje in nagrajevanje uspešnih komercialistov, prodajalcev. Potem imamo pa tukaj še vprašanje gledalca Mateja. Prav, da je kupcev čedalje manj. Kaj narediti? Zdaj, kaj narediti? Kupcev je čedalje manj. V resnici vsak podjetnik ima na izbiro mogoče samo 3 možnosti. Ena možnost je, če kupčev čedalje manj, da jih poiščite še kje drugje, mogoče zdaj prodajate lokalno, pa pejte prodajati na celo državo ali izven države. Druga možnost je, da začnete prodajati na drug način. Recimo, da zdaj prodajate samo v okviru svoje, da imate trgovino, mogoče lahko začnete prodajati še prek spleta, direktno, s telefonsko prodajo, s komercialisti po terenu, se pravi način spremenite ali dodate obstoječemu načinu še kakšen način. Tretja možnost bi bila pa, da tudi začnete prodati kaj drugega. Ker če je kupcev čedalje manj, mogoče je razlog, da prodajate nekaj, kar ni povpraševanja. Mogoče imate pa bazo lojalnih in zvestih strank, ki bi od vas kupile še kaj drugega. Torej, razmišljate o tem, ali bi kaj prodali kaj drugega na drugačen način, ali boste pa povečali število potencialnih kupcev, ki lahko kupujejo pri vas. Predvsem nasvet za vse, ki sprašujete v to rubriko, več je potrebno razmišljati o marketingu in prodaji. Večina slovenskih podjetnikov se zelo veliko ukvarja s svojimi izdelki in storitvami, premalo pa z marketingom, s trženjem. Dajte kakšno urco na dan razmišljati o tem, kako bi več prodali, in rezultati bodo prišli zelo kmalu. Kako lahko na zelo preprost način ugotovite, a se vaš zobozdravnik spozna na marketing in prodajo, ali je bil na kakšnem marketinškem seminarju, je prečital kakšno marketinško in prodajno knjigo ali ne? Preprosto pogledajte na svoj kartonček, s pomočjo katerega vas naroča na naslednji pregled. In zdaj, če na tem kartončku piše, recimo tako kot na tem piše, Aleš Lisac, 20.9.2012 ob 8.30, to pomeni, da je zobozdravnik že bil na kakšnem marketinškem seminarju in se spozna na prodajo. Zakaj? Zato, ker si je zagotovil ponovni obisk stranke. Ker če bi pisalo, pridete še 6 mesecev, me verjetno ne bi videl 3 leta, dokler bi prvič ne bi zabolel zob. Če pa napišeš točni termin, potem s tem povečaš verjetnost, da stranka res pride takrat, ko je obljubila. In zdaj večina podjetnikov ima s tem težavo. Jaz pravim, res moramo dobro razmisliti, kakšen proces imamo za pridobivanje strank, pa tudi zato, da stranko zadržimo. Ker ko enkrat stranka pri nas, takrat je najboljši trenutek, da si zagotovimo naslednji nakup. Poglejte recimo en praktični primer turistične agencije. Kako pogosto se zgodi, da vas turistične agencije, potem ko ste prišli z čudovitega potovanja, ki so vam ga prodali, z počitnic, 14 dni Hrvaške, Grčije, Španije ali karkoli, da vas potem pokličejo in rečejo: Aleš, z nami ste bili 14 dni v Španiji, a bi šli ponovno, vam je bilo všeč? Ali pa z nami ste bili na smučanju v Franciji, v tem in tem apartmaju, a narediva rezervacijo še za naslednje leto. Ravno v tistem trenutku, ko je stranka že vroča, ko je bilo všeč, ko je opravljena storitev, je pravi trenutek, da si zagotovimo ponovni nakup stranke. In v vsakem poslu moramo razmišljati, kdaj so te točke, ko lahko stranko pripravimo do tega, da reče da. Ker škoda je prepustiti zadevo na ključu. Škoda je napisati, pridite ponovno čez 6 mesecev, potem pa stranke ni več nikoli ali pa pride čez 3-4 leta. Sicer v zdravstvu bo kdo rekel, vse so itak je gneče in tako naprej, ni toliko pomembno, ampak če ni danes pomembno, pa še bo pomembno. Torej, vprašajte se, ali ste naredili vse, da se zagotovite ponovni nakup stranke. Ali imate procese v vašem podjetju pripravljene tako, da bo stranka prišla ponovno, dovolj pogosto in to takrat, kadar vi želite. Podjetniki moramo ves čas spremljati, kaj se novega dogaja na različnih področjih.
Verjetno ste že kdaj slišali za QR kodo. Če še niste, QR koda je tista majhna koda, ki jo bomo čedalje pogosteje srečevali predvsem v tiskanih oglasih in v raznih tiskanih medijih. Kako zadeva deluje? Preprosto s pametnim telefonom poskeniramo QR kodo in na telefonu se nam potem pokaže spletna stran recimo tistega oglaševalca, ki je objavil tiskani oglas. Zdaj, zakaj je ta QR koda pomembna, potrebna, mogoče par besed o zgodovini. QR koda pomeni quick response. Prva je to začela uporabljati Toyota v avtomobilski industriji za označevanje rezervnih delov in tako naprej. Ampak marketinško je pa zadeva zato pomembna, ker ljudje želimo dostop do informacij hitro. In recimo, če želimo dobiti nekoga, ko lista tiskane oglase, če želimo, da nekaj naredi, potem jo moramo na nek hiter način omogočiti, da še s kakšnim drugim aparatom, in vsi imamo pametne praktično telefone že pri sebi, dostopa do določenih oglasov. Torej, na svet za vse podjetnike razmislite tudi o tem, da bi v svoje oglase, propagandne materiale take vključili QR kodo, zadeva je praktično zastonj, samo razmisliti morate o tem, ali to naredite ali ne. Mi kot kupci, uporabniki, pa videli boste, srečevali boste čedalje več teh oglasov, ki vsebujejo QR kodo. Če ne drugega iz radovednosti, poglejte, na kakšen način ta zadeva deluje. Na ta način pa lahko dostopamo tudi ne do samo komercialnih, ampak tudi drugih informacij. Torej, ko se boste naslednjič srečali s QR kodo, zdaj veste, zakaj zadeva, kako deluje in zakaj je uporabna. Najlepša hvala, ker ste bili danes z nami. Ponovitve oddaje si lahko ogledate na našem spletnem mestu www.vaskanal.com. Vabim pa vas tudi, da oddajo priporočite vašim prijateljem, znancem in sorodnikom.